smo si ogledali tudi eno malo bolj seksi verzijo skladbe Punce rock'n'rolla našega celjskega Samota. Samo pozdravljen. Pozdravljena, Maja. Kako si, kaj pove? V redu, hvala, lep dan je danes, tako da super. Komaj čakam, da grem na sprehod s psom. Pol kasneje mislim, grem malo za Savinjo. Super, A tak. treba izkoristi tale sonček, ne? Res je, res je. Povej mi, kako to, da si se odločil, da boš posnel Punce rock'n'rolla tudi v seksi verziji? Veš kaj, v bistvu je tak, ne? V bistvu smo posneli Punce rock'n'rolla, to je nam pomagal tale naš prijatelj, je snemal Mirko Kalafatič, vaš iz TV Celje, ne? Je snemal, tako da v bistvu se njemu zahvaljujem, je res zelo prijazen človek in prijatelj moj. In smo to posneli, potem smo pa malo še zmontirali, pa še pa isto Gartner dodal malo nekaj normalno, da je mogel malo erotično dodati, ne? In je naredil še pol seksi verzijo tega spota, da je še dal neke posnetke dodatne, malo za hec pa malo spremembe, ne? Drugače pa v spotu nastopala Sara Muc, ena punca, mislim, da je iz Kranja, tako da v bistvu je ona noter, pa malo je isto še zmontiral, no. Super. Drugače pa Mirko Kalafatič snemal ta spot, no. Mirko je tudi eden izmed naših snemalcev na televiziji, tako da sta se tudi tam že videla, kdaj, ko si prišel pa živo v oddajo. Tako, tako. Lahko bi rekli, da smo sami Celjani v bistvu sodelovali pri tem videospotu in pa tvoja prijateljica iz Kranja? Ali kako Moram se pa poznate? povedati, da je pa za masko si pa ti poskrbela, ne? Je pa to že nekaj časa nazaj, tako je. Ja. Res je, sem se takoj spomnila, ko sem pogledala spot. No, super. Povej mi, kaj si kaj druga sedaj ustvarjal v tem letu? Nekaj izdelkov tvojih smo videli, ne samo novo skladbo in pa videospot, katerega si bomo v prihodnje ogledali, ampak tudi eno knjigo si izdal. Res je, izdal sem knjigo svojih 220 pesmi, 30 let ustvarjanja. Lahko pokažem? Seveda, ja. Evo, gladko v glavi. Je prav, je, ja. V bistvu je noter 220 pesmi, nekatere so uglasbene, ne, nekatere so samo poezija, nekatere so pa tudi pač pesmi posnete glasbeno komadi, ne. Torej si izkoristil to leto za ustvarjanje. V bistvu res je, ker je bila tale korona, marca karantena, pa to sem pa rekel, bom pa te pesmi zdaj skupaj zbral, pa sem na računalnik pol malo dodajal, pa malo ven delal, pa noter, pa sem pa zbral večino tistih, ki so mi bile všeč, pa smo dali pol v bistvu tiskati pa pripraviti. Super. Zdaj. Torej naši gledalci si lahko to knjigo tudi kje najdejo oziroma lahko izposodijo ali pa kupijo mogoče pri tebi? Ja, lahko v knjižnici Celje, drugače pa lahko tudi na mojem Facebooku naročijo Samo Horvatič, pa lahko naročijo pri meni, pa jaz pa posredujem založbi Dobri skupaj, tako da v bistvu se priporočam, če koga zanima poezija, je duhovita, je tudi erotična, je bolj globoka, je tudi malo družbeno kritična, vseh vrst je, v bistvu za vsakega nekaj, no. Super, pri pesmi si sicer znan kot naš celjski romantik, ampak sem videla, da ustvarjaš poezijo, tako kot si rekel, vseh vrst. Tudi na Facebooku si lahko naši gledalci pogledajo na Samo Horvatič, kjer redno objavljaš tudi svojo poezijo. Res je, res je. V bistvu je tak fora, veš, da v bistvu jaz po feelingu delam, ne, in jaz v bistvu, jaz kar avtomatsko, takoj ko nastanejo, so na Facebooku, ne, v bistvu jih pišem sproti in takoj ko vidim, da je za objaviti, da je končana, je prvo objavljena na Facebooku, prednjo dam zvezek ali pa računalnik, ker v bistvu delam to, kar čutim in takrat, ko recimo začutim to, kar pišem, kar pišem sproti na Facebooku in objavljam, tako da v bistvu je ful najnovejše so vedno na Facebooku, ne. Pa pač vsake tu cajta pa objavim tudi stare, ne. Super, torej tvoji oboževalci so vedno v teku s teboj, ne. Kar ti misliš, takoj lahko tudi preberejo. Tako, tako. Kaj pa poleg te pisanje poezije počenjaš sedaj v teh toplih dnevih? Veš kaj, v bistvu rad berem, malo meditiram, zdaj manjka mi včasih, da bi šel s kakim kolegom na pir, ne, ampak grem pa veliko v naravo, no, tako da v bistvu probam čim bolj
zdravo živeti, kot se da, no. Rad bi malo manj jedel, ne, da bi se malo manj naredil, ne. Včasih mi je dolg vse, ko pa jem, ne. Drugače pa, kaj naj rečem, tako vsi, ne, probamo nekako to, vse ni tako hudo, ne, vse kar gre. Dobra volja je najbolja, ne, vse se da, ne. V bistvu spoštujem in podpiram in se zahvaljujem, mislim, res lepo. Najbolj so bogi tisti delavci tam, medicinske sestre, zdravniki, ne, tam v bolnici, pa oni se mi smilijo recimo v domu upokojencev so bogi, ne. Tako da v bistvu tam so bogi, nam še nič ne fali, ne. Res je, nimamo se kaj pritoževati, ker lahko izkoristimo v svoj prid ta čas, ki ga sedaj imamo, ne, in pa te lepe dneve. Ti si izkoristil tako, da si v bistvu tudi izdal to knjigo in pa v bistvu nam pričaral nekaj dodatne literature, ki lahko sedaj imamo, mislim, da več kot dovolj časa, da si jo pogledamo. Tako. Si pa rekel 30 let ustvarjanja, to je pa že kar neka lepa doba. Mogoče kakšne spomine, kaj ti je najbolj ostalo v spominu, kakšen nastop, kaj takega, da pa boš rekel, to pa nikoli ne bom pozabil. Aha, kaj pa vem, no, v bistvu, takle bom rekel, prvo sem se, to mi je največ pomenilo, sem se leta 97 javno predstavil na TV Slovenija, je bila neka oddaja Po roki roka, ko je imela Mojca Mavec, je bila pol pomp, se je rekli, je Mojca Mavec vodila in so se tam predstavljali različni kantavtorji in sem se tudi jaz prijavil in sem bil pol gost in mi to veliko pomenilo, da sem se lahko predstavil na javni televiziji. To je bilo leta 97, drugače sem pa začel pisati po 14 pesmi, ne, po 14 letnice, to je 30 let ustvarjanja, pač, ker je bila taka okrogla letnica 2020, ne, in sem pač to dal. Drugače pa to me je največ pomenilo pri Mojci Mavec, recimo, to je bilo smešno, da sem imel tako trebo, ne, ker je bil prvi javni nastop, da so mi mogli dati 1-2 pira, da sem pol se malo spoliral, ne, so imeli, tako da, imeli so laško pivo, tako da je bilo vse okej. A potem pa super. Kako pa je to, da si se v bistvu odločil, da boš začel v glasbi ustvarjati? Kaj te je v bistvu navdihovalo? A veš kaj je zanimivo? V bistvu so mi pri 7 letih kupili kitaro starši in sem pol na nek način začel vedno nekaj se udarjati, nekaj gor udarjati z roko, pa se špilati, pa sem se pač zabaval, ne, in skozi me je spremljala kitara. Potem sem enemu šel, me en prijazen prijatelj, moje kolegice, mi je pokazal akorde, Romanov Cvir, in potem sem začel pesmi pisati. V bistvu je to tako spontano, zdaj nisem rekel, zdaj pa igral, ne. V bistvu sem vedno delal to, kar čutim in to recimo, ko sem kako se počutil, ali sem bil žalosten, ali sem bil vesel, ali zaljubljen, ali sem imel kaj proti sistemu, ali proti pač čemorkoli, da je bilo kaj proti šoli, sem vedno pač se izrazil s tem, da sem pač komad naredil, ne. In sem se pač, to je bil moj ventil vedno, da sem se sprostil, da sem izrazil to, kar čutim, kar mislim, ne. Torej si navdih jemal iz okolice? Iz življenja pa iz sebe ven, ne. Recimo proti koncu tudi pol iz sebe, bi rekel, iz življenja, iz prijatelj, punc, pa pol proti koncu, pa tudi veliko iz sebe, kasneje, ko si starejši, ne. V bistvu, ko se sam s sabo soočaš, pa s strahovi, pa željami, pa z upi, pa s sanjami, pa z razočaranji, ne. In pol v bistvu tudi iz sebe ven, pol vedno bolj se poglabljaš v sebe in pol iščeš vzroke pa rešitve v sebi in pol pač to se sam s sabo razčiščuješ in ukvarjaš, ne, in pišeš pol to, kar čutiš in kar je v tebi in kar bi rad, da bi spremenil in da bi boljši človek, pa tako. Torej bi lahko rekli, da so ta besedila, tudi ki si jih zbral v knjigi, kot nekakšen dnevnik tvojih misli in pa občutkov. Ja, res te lahko bi rekli, ja. To se pa tudi čuti, ne, da si zelo pristan pri ustvarjanju glasbe in pa besedil, tudi te poezije, ki jo objavljaš, tako kot smo prej rekla na Facebooku. Malo je takih avtorjev, ki ostanejo tako pristni s svojim občutkom, ne. Ja, hvala, res, to je pa res, da sem iskren, ne. Pravim biti čim bolj iskren, ne, v bistvu, čist zgolj nisem vedno, ne, ampak ker tiste napake najbolj priznaš Bogu, ne, pa se pokesaš, ne, ampak tiste, vsak ima svojo temno plat, ne, dobro, slabo, ne, ampak pravim se, da bi čim bolj svetla plat bila, ne. Sem pa res iskren, v bistvu včasih še preveč, ker me to sprošča in ker edino to se mi vredno živeti, da si to, kar si, da nima smisla, da delam, nisem blefer, ne, nisem blefer, tudi ne znam igrati, mogoče, če bi znal, bi igral, bi bil blefer tudi, ampak nisem tak, ne.
In prav je tako. Imaš pa nov videospot, ki je nastal 2 meseca nazaj in tam si tudi bil avtor besedila in pa tudi glasbe, če se ne motim. Tako. Res je, avtor besedila glasbe, producent pa v bistvu aranžma je pa naredil moj prijatelj dober Tomaž Rebernak. On je pa naredil super muziko, v bistvu jaz naredim vedno v bistvu s kitaro, ne, melodijo pa besedilo, ne. On je pa naredil res tako muziko, kot sem si želel, uvod, vmes vse, drugače pa tudi kitaro zaigral, mislim, da Bojan Bah, mislim, da je kitaro špilo, ja, pa klaviature, pa mislim, da je kar Tomaž Rebernak pa bobne. Tako da v bistvu je ful dobro muziko naredil Tomaž Rebernak, smo ful hvaležni, no, res. In spot, ne, je pa zmontiral moj prijatelj, ko smo že, moj partner in kraj, ne, Isto Gartner, vedno mi priskoči na pomoč, je pa zmontiral in malo naredil, je moj prijatelj Isto, tako da smo tudi njemu hvaležni, ga lepo pozdravljam, če gleda. Tako da, super. No, mislim, v redu je, v bistvu mi je bilo tako, da se predstavi komad, da dam na YouTube, ne, spot ni neki zdaj, bi rekel, ne vem kaj, ampak gre skozi, ne. Je pa simpatičen. Torej tudi v samih videospotih uporabljaš te tvoje prijatelje kot nekakšen navdih in pa pomoč, tako da tudi tam odražaš to tvojo pristnost. Ja, tako, v bistvu gre s tokom, uporabiš to, kar imaš blizu, kar lahko, kar ti je pri roki. In v bistvu včasih ti je vse dano, če znaš videti to, ne, pa to uporabiš, pa izkoristiš, pa da si pomagamo med sabo prijatelji, ne. Super, Samo. Čas je, da si pogledamo tvoj nov videospot Za vedno, o katerem smo sedaj tudi govorila. Imaš mogoče še kakšen nasvet za naše gledalce, kaj pa naj počnejo sedaj v teh lepih dnevih, kako se naj lotijo raznih spopadov vsak dan? Ja, jaz sem študiral res, če vidijo, da imajo vsega poln kufer, naj grejo na sprehod v naravo, če je lep dan, čim bolj v naravo, pa mislim, da je ta čas prišel za to, da se malo poglobimo v sebe, da malo se sam s sabo ukvarjamo, mogoče malo beremo, da imamo čas, da se poglobimo v sebe, da pokličemo ljudi, ki imamo radi, čeprav se ne moramo videti, da se malo s sabo ukvarjamo, da rastemo, da se spreminjamo, da postanemo boljši ljudje, da v bistvu v tem stilu, pa kaj pa vem, čim manj se sekirati, pa če ti si osamljen, pa kličeš prijatelja, pa prijateljico ali pa starše, pa da ti je lažje, ne se zapirati v sebe, ne, da v bistvu, da če ti je, da nisi pol, da ne padeš v depresijo ali pa kaj, ne, da si čim bolj probaš biti pozitiven, pa da se poslušaš. Jaz sem pa pravi filozof, In pa da prebereš kakšno knjigo, medtem tudi tvojo, ne? Tako, tudi priporočam, res super je, ker je duhovita, ne, duhovita je, globoka, iskrena, tako da v bistvu za vsega se nekaj najde, v bistvu za vse okuse ni bila narejena, za vse okuse, ker ne delam za to, da bi bilo všeč, ampak narejena je pa v bistvu res taka iskrena je, tako bom rekel. Super, hvala Samo za ta pogovor. Naše gledalce pa vabim, da si po videospotu, ki si ga bomo sedaj ogledali, pogledate tudi Samotovo Facebook stran, kjer, če vas bo zanimala poezija, ki je objavila, lahko tudi pri njemu naročite to knjigo. Hvala, Samo. Hvala, Ma.